športen pozdrav. Trenutno se nahajamo v Kostanjevici na Krki, kjer se odvija državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki. Tekmovanje organizira Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško v sodelovanju s Športno zvezo. Prijavljenih je 5 ženskih dvojic, 4 moških dvojic in 6 mešanih dvojic. Odbojka na mivki je šport, ki se vedno igra, ne glede na to, kakšno je vreme. Danes je napovedano slabo vreme, dež in malo sonca. Ampak vseeno bo zanimiv športen dan. Poln športnega vzdušja, energije in sodelovanja. Letos smo prevzeli organizacijo državnega prvenstva odbojke na mivki. Imamo malce smole, ker je mešano vreme, vseeno so vsi dobro pripravljeni. Zadovoljni smo s potekom in da smo to izvedli do konca. Trenutno se ženske dvojice borijo za naziv državnih prvakinj, igrajo v sistemu vsaka z vsako. Zdaj pa gremo pogledat moške dvojice na drugi lokaciji. Zdaj smo na drugi lokaciji, kjer moške dvojice tekmujejo v sistemu vsak z vsakim in se borijo za naziv državnih prvakov. Gremo spet na drugo lokacijo, kjer bodo mešane dvojice. In smo spet nazaj na prvi lokaciji. Tekmovanje ženskih in moških dvojic se je zaključilo. Zdaj se odvijajo tekmovanja mešanih dvojic. 6 mešanih dvojic je razdeljenih v 2 skupini A in B. Od tega se borijo za prvo in drugo uvrstitev za vstop v polfinale in finale.
Predlani sem igrala z Valerijo, ki nama je kar dobro in sedaj sem jaz izbrala Jeleno, ker nisem igrala, nikoli z njo igrala in sem rekla, da bom probala z njo in smo dobro igrale, pa malo bilo napake in smo vse tekme premagali. Nazadnje sem na državnem prvenstvu igrala pred koronavirusom, potem je bilo zatišje. Saša me je potem povabila, da bi skupaj igrale odbojko na mivki, pa sem si rekla, da gremo, zakaj pa ne bi. In sva prišle. Ja, jaz nisem pričakovala, da bom z Jeleno prvakinja. Nisem pričakovala, da bova prvakinji. Nama je bilo najpomembnejše to, da dobro igrava, se razumeva in da dosegava točke. Na koncu se je to videlo v rezultatu. Po dolgem času spet igrava skupaj. Jaz sem nazadnje pred 2 letoma igral z Alešem Škofom, ker Uroš ni mogel. Zdaj sva igrala in sva prvaka že 5. Današnji načrt je bil, da zmagava, tako kot vedno. Ekipe niso bile slabe, že prva tekma je bila zelo napeta, ampak sva, hvala Bogu, zmagala z 2-0. Naslednje tekme sva vse premagala. Na tekmovanju mešanih ekip so bile skoraj vse ekipe močne. V skupini sva zmagala in napredovala v polfinale, ki je bilo najbolj borbeno. Skoraj bi izgubila, ampak k sreči se nama je, hvala Bogu, uspelo uvrstiti naprej. Finale je bilo tudi borbeno, ampak sva zmagala. Hvala ti za pomoč in da sva lahko skupaj igrala odbojko. Glede na to, da sva mama in sin, jaz ne gledam na to tako. V igri sva prijatelja, doma pa sva mama in sin. Občutek med igro kot prijatelja in soigralca je res neverjeten. Na začetku nisva bila še pripravljena, ampak sva se potem zresnila in sva napredovala. Ponosen sem, da je moja mama. Zadnja tekma je bila najbolj živčna, ampak sva se oba znala ustaviti. Dobro sva se povezala, sodelovala. Če sodeluješ, zmoreš. Glede vseh tekem bi rekel, da je bila zadnja najbolj napeta. On je hiter in močan, jaz pa imam mirno glavo. Ponosna sem nate. Tudi jaz. Vedno si govoril, da želiš 3. mesto in prosil za medaljo. Zdaj pa končno imava. Polfinale in finale sta se zaključila. Zelo je deževalo in je bilo izjemno zanimivo in napeto. Borili so se do konca. Ravno po podelitvi medalj je nehalo deževati. Pri moških dvojicah sta prvo mesto osvojila Tomi Strel in Uroš Prinčič.
Pri ženskih dvojicah sta prvo mesto osvojile Jelena Bolšedonova in Saša Štor. Pri mešanih dvojicah sta prvo mesto osvojila Aleš Škof in Saša Štor. Državno prvenstvo se je uspešno zaključilo.